Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Daj. Dober večer, evo, točna kot ura, 21, nič in 30 sekund, tete in strici, zadnji torek toplovoda v maju. Mal je tečen tale maj, preveč dežuje, zacirejo okus, pol pa neumnosti razmišljava pred oddajo. Mi je pa uspelo, da sem mu skoraj avto prodal, kar pa štejem kot lepo osebno zmago. Skratka, spoštovane in cenjeni, če želite Cireju avto prodati, ker ga potrebuje, ga pokličite na 01475 2202, pa da slišite njegov glas. Lahko pa, jasno seveda, tudi sodelujete v toplovodu, če vas je volja, je za izkoristiti, če slučajno še niste, ta teden ali pa sploh v zadnjih 21 letih, ker tako kot naše vesolje in sonce, ki ga je samo še za 5 milijard let, sonca namreč nič ni večno. Ko današnja oddaja izzveni v torkovo deževno noč, ostanejo samo še 3 priložnosti. 18. junija namreč s Cirejem nič kaj svečano zapirava družbo z omejeno odgovornostjo, toplovod imenovano Za vedno. Požirek vode, da odplaknem hripavost preč. Še 3 tedne imamo, da rešimo svet, zavihajmo rokave, vdihnimo svež zrak in gremo. Mal s Cirejem razmišljava, katere teme še nismo izdatno pokrili in kakšen je plan v teh naslednjih 3 z današnjo red, torej 4 epizodah, in sva ugotovila, da plana nimava. Delava po navdihu, govorili bomo o stvareh, ki naju zanimajo, vas pa verjetno tudi. Danes, skratka, je ena taka epizoda o našem odnosu do telesa. Evo, Cirej, končno tvoje teme. Do telesa. Kult telesa 2.0 sva s Cirejem naslovila tole epizodo. Želiva pa si, da kako rečemo na temo našega odnosa do telesa, seveda ima v mislih obsedenost s težnjo po popolnosti, po dosegi nekakšnih idealov, ki pa mestoma postajajo, tako če opazujete, že malo komični. Pa res ne želim soditi, ker sem nenazadnje tudi sam človek, ki se celo življenje ukvarjam s takšnimi ali pa drugačnimi fizičnimi aktivnostmi, ampak opažam pa zelo zanimive na telo vezane fenomene zadnje čase, ki jih ne razumem, in bi vas prosil, da mi oziroma da nama s Cirejem pomagate te pojave razumeti. Prvič v zgodovini se mi zdi, da smo v trenutku, ko ima evropski prvak v kanuju na divjih vodah manjše bicepse od tistih, ki mu ploskajo s kavča. To je osupljiv podatek. Mlada dekleta si ustice spreminjajo v račje kljune, v nekaj, kar deluje popolnoma izumetničeno, pa nimam težav s tem, da lahko kdorkoli karkoli počne s svojim telesom, samo nekako želim razumeti, kaj se dogaja. Kako vi razumete to novo estetiko telesa in telesnega, odkot prihaja, kaj je za tem, kako mogoče vi razmišljate o tem. Evo, 01475 2202, Cirej dvigne in nadaljujemo. Tako, res me zanima, kako vi razmišljate. Pa poskušajmo ne soditi, bolj si poskušajmo pojasniti, kaj je za tem in kam to vodi. Je to en tak uvod v neko transhumanistično prihodnost ali je to samo neka estetska muha, ki bo minila. Skratka, o tem sem začel razmišljati kakih 14 dni nazaj.
Slučajno me je pot zanesla v Tacen, ker sem si ogledal to trojno zmago naših kanuistov na divjih vodah. Noro, ne? Mladi fantje, ki si s mišicami svojih rok služijo kruh. Ne? In kaj ugotovim? Ugotovim tam, da imajo svetovni prvaki, paste, v veslanju, ne? Manjše mišice na rokah od tistih, ki hodijo v fitness in jim ploskajo s tribun. Ne? Pol sem pa začel premišljati. Zakaj hočemo med fantje večje mišice kot poklicni veslači? Ne? Kdo prinaša to modo? Ne? Kaj je v zadju? A gre za masko moči? A gre za idejo, da ugajaš nasprotnemu spolu? A to vidimo na Instagramu, pa razmišljamo, da je to pač neka nova norma. A je zadaj ideja zdravega telesa, ki čaka, da se v njem naseli zdrav duh. Ampak glede na to, da smo fantje, predstavniki torej tega moškega plamena, tradicionalno obsedeni s podobami maskulinosti, torej na nek način tudi pregovorni idioti smo, ne, bi še nekako razumel. Ne pa še nekaj, te možate podobe so že odnegdaj del mitologije vseh družb. Ne? V antičnih časih so upodabljali mišičnjake. Jaz osebno sem odraščal pa cirej tudi ob Schwarzeneggerju, Van Dammu, Silvestru Stalloneju. Čeprav cirej je bolj ob Clintu Eastwoodu, ne? Pa Julu Brinerju. Ne? So le cirej 10 let razlike. Ok, ampak razumete, o čem govorim. Ne? Tako da pristajava na to, da je ta pojav že precej normaliziran in mi je jasno, da so se bojsi, ki res težijo k popolnosti, pripravljeni s treningi in mogoče tudi tabletami pa injekcijami pripraviti do tega, da dosežejo ta barbarski Conan look, s tem verjetno komunicirajo moč, čvrst sem, močan sem, ne bojim se življenja, life, prid, jaz sem pripravljen. Ne, tako nekako jaz razmišljam, lahko me prepričate v nasprotno. Ampak potem pa že nekaj časa opažam en drug fenomen na ulicah, pa po nakupovalnih središčih, pa povsod, kjer se giblje veliko ljudi. To je pa, Cirej, to tebe zanima, prepričan sem, ne, ta nova moda orjaških ustnic pri damah. Ne mi kaj, Cirej, ti ni všeč? Cirej zavija z očmi, ne? Ok, zato jim ne mara prav, da se to sprašujem, odkot pa to pride, ne? Od najstnic do babic zagledaš te primerke resno, kako bi rekel, zatečenih ustnic, oziroma bolj ust, ne? Jaz ne vem, kje se anatomsko ustnice končajo in začnejo usta, ne? Ali pa obrazni del te muskulature, ampak to je vse skupaj res, mislim, ne najdem, pa tako zgleda, kaj je ena alergična reakcija. Ne? To pa res skušam razumeti. Ne? Pa bolj kot se trudim, bolj ne štekam. A se vam, spoštovane in cenjeni, kaj svita, odkot ta pojav pride? Ne? Kaj je v zadju te mode? Ne? Ker očitno je, da je moda. Če je nekdo pripravljen dati 500 evrov, da dobi alergično reakcijo, je očitno to moda. Ne? In očitno ta moda, uporabnika te mode nagovarja z nečim in očitno on goji prepričanje, oziroma ona, ne, to je statistično dejstvo, da komunicira nekaj v svet. Zdaj, kaj me zanima? Pojma nimam, ne. Dajte mi pomagati, ne. A se vam kaj svita, odkot ta pojav pride? Kaj je v zadju te mode? A vam je všeč? A razmišljate, če ste dama, da bi si, kako se reče, oračile ustnice? Pa tipi, ne vem, a svoje žene, punce nagovarjate, da si poštimajo usta in obustijo v to smer. Ker menda je zdaj to pogosto darilo za rojstni dan, si to vedel, Cirej. To je res tak zelo zanimiv družbeni fenomen, ne, ki zgleda zelo obroben, ne, čeprav je zelo opazen, pa zelo benigen, ampak zna biti, da v duhu časa, v katerem se nahajamo, zelo zgovorno lahko kaj pove. Skratka, bicepsi, orjaški bicepsi in alergične usne so tema nocojšnjega toplovoda. Tako lahkotno, pa ni nujno, da je, ne? Ker lahko z tega izpeljemo zelo težko debato. In kdo bi si mislil, da takšna tema lahko zgane toliko ljudi? Cirej gestikulira, da so linije
polne. 01475 Dober večer, s kom govorim. Živa, Živijo, s kom govorim. Gregor par telefonu. Gregor, živijo. Živa. Dobro temo značil. Zakaj? Zato, ker je veliko za povedati noter v teh temah. Sploh o bicepsih, pa tukaj mi je zelo zanimiva tema. Ja, ok. Imate, Gregor, morda kako razlago, zakaj imajo danes fantje, ki ploskajo svetovnim prvakom v veslanju na divjih vodah, s kavča večje mišice kot svetovni prvaki? Ja, imam eno tezo, ne? Ja, super, ne? Na svoji izkušnji. Ok, samo šesa so nas. Vedno sem bil športnik, vedno sem imel velike mišice, vedno močnejši od sovrstnikov. Ja. Vedno, kad kao gledal mene, jaz vse pošlihtal. Ja. In pa na nogometu, in v vsakem športu, ki sem se ga lotil. In zdaj, ker sem pa dobil trebuh, pa ker imam 130 kil, pa ne vem, če jih tako gledajo več name, kot so takrat. Ja, in kje se zdaj... Mišice. Ja, ampak kje od teh 50 kilah razlike se zdaj skriva ta vaša teza? Lek to, da še zmeraj ljudje gledajo preveč na izgled, Ja. ne na tudi, kar je noter. Ok, to razumem, ne? Ja. Ampak, To recimo bi jaz izpostavil na te ravni. No. ok, skratka, zdi se vam, da ti pojavi v naši družbi pričajo o tem, da nam je izgled pomembnejši od notranje pripravljenosti. To si rekel, ne jaz. Ja, sprašujem, ne? Drugače pa kar, ja, do tam, ja, približen tak, ja. Ja. Preveč na zunanjo se gleda na splošno in kar ti pokažejo in kar ti vidiš. Človek ima samo par oči. Ok, ampak In kaj? ta par mora gledati za vsakega posameznika, Ja, gleda ja. posebej. Ne Gregor, gleda skupnost. Vsak se zase bori. ok, ampak a se kaj spominjate, kaj ste komunicirali z velikimi mišicami? Ja, vedno, zakaj pa rabiš to? Zakaj rabiš? Ja, ne vem, sprašujem se, ker očitno za dobre športne rezultate ne rabiš tako velikih mišic, če ima svetovni prvak v kanuju manjše mišice od fantov, ki mu ploskajo s kavča. Ne? Očitno je ta ideja o ogromni mišici in ideja o ogromnih ustih nosi neko sporočilo, ne? Ki ga s Cirejem ne razumeva. Ja, verjetno ga ne, če ne ga bi spremenila. Ne? Ne, ker zdaj živimo v enem čudnem času, ko imajo ljudje na olimpijskih igrah manjše mišice od gledalcev. Ne? Ok, Gregor, najlepša hvala za vašo izkušnjo, raziskujemo naprej. Ni problema, kar še naprej. Lep večer. Mihi, a ne smihi? Sem tudi Mihi, ja. No, v redu, ok, ajde, čau. Hvala, čau, živijo. 01475 2202. Dober večer. Dober večer, Mihi. Tomaš tukaj. Ja. Tomaš? Nekam ne navdušeno je bil ta, ja. Ja, Ja, moram poklicati, mislim, ne bo se več veliko slišala, ale to drži. pa res si sprovociral s to temo. Zakaj? Ja, mislim, vse sem napisal v Discord, pač tako se vrtimo okoli ene iste stvari, ne. Ja, mislim, Na nek način, ne. ves čas se vrtimo okrog ene in iste stvari in tej stvari se reče življenje. Ne?
Zdaj, to je samo ena od pojavnih oblik življenja, ki jo nocoj komentiramo. Zdaj, Pa bi res rekel, da je to življenje, jaz bi rekel, da nekako virtualno življenje ni življenje. Ne? ja, ampak, Tomaž, najprej moraš dokazati, da je to posledica nekih, bom rekel, virtualnih idej ali pa ideologij, ki so nam namenoma prodajali. Dajva zdaj to teorijo zarote razviti. Skratka, midva zdaj začneva. Tomaž, počas. Zdaj jaz govorim, pol boš pa ti. Pa sva spet na začetku. Ja, to, sva na začela, začetku, tako, ne, poslušaj. Lej. Ti meni poskušaj pojasniti fenomen orjaških bicepsov in orjaških ust. Zakaj gre, odkot to pride? Imam pa pač tako misli, bi tako rekel, ne. Prva stvar je, ker si rekel, da pač couch, tako malo povzel, ne, ker si rekel, da v bistvu couch selektor ima večje bicepse, kot pač tisti, ki so na televiziji športniki, ne. Ja. Zdaj bomo zmagali bomo takrat, ko bo nekdo, ki bo gledal Žižka po televiziji, imel več pojma o filozofiji, kot Žižek, ne. Ok, ampak zdaj si bova drug fenomen skušala pojasniti. Ne, to je povedal že Gregor, vaš predhodnik, da gre za, da gre za to, da kot družba dajemo prednost temu, kar izžarevamo s telesom, Ja. kot tistemu, kar je v telesu. Ne? Pa če rečemo temu duh, ne, ali pa Ja. neke duševne ali pa neke kognitivne performance. Ne? Ja. Ampak kako do tega pride? Tako v bistvu, mislim, predvsem je smešno, da ti to, tako bom rekel, za nazaj, za toplovode vse, ne, da mi je zanimivo, da ti sprašuješ na toplovodih stvari, ki jih sam veš, ne, ampak pol mi je v bistvu malo hecno, da ti razlagam stvari, na katere itak sam poznaš odgovore, ampak bom vseeno pač odgovoril, ne. Ampak ne bi točno direktno odgovoril, ampak sen, če me poslušaš do konca oziroma prekineš, ko boš mislil, da sem čist izven, ne. Tako bom malo svoje izkustvo probal razložiti. Recimo, zdaj popravljam, če je narobe, ampak veš, v starih časih, ne vem kaj na to prav zgodovina ali kdaj, so načeloma moškim bile bolj všeč močnejše ženske, ne, zato ker so verjetno izžarevale pač zdravje oziroma da ima dovolj hrane, ne. Recimo, meni, ko sem bil jaz malo mlajši, recimo, so mi bile zelo všeč ženske, ki so bile zelo urejene, ne. Zdaj, ne vem zakaj, simbol česa je bil to, ali je bil to simbol, da ženska skrbi zase, ali recimo, če je imela nakit, da je mogoče malo premožnejša, ali da je, mogoče včasih je nakit pomenil nekaj, recimo, da je ženska inteligentna, ker se je to pač preprosto s tem povezovalo, ne. Kako danes, nakit se je povezoval? Pa mogoče še ne z mano, mogoče malo, ne vem, 30 let nazaj, 40 let, ker so pač premožnejši imeli načeloma več, pač, ker so si premožnejši lahko privoščili nakit, recimo ženske, in večinoma so bili včasih premožnejši tisti, ki so bili bolj inteligentni, ker pač so lahko zaslužili več. Ne, to lahko pri Cireju preveriva. Cirej je bil na vrhuncu svojega moškega libida ravno pred približno 30 leti, tako da Cirej, a drži to? Cirej odkimava z glavo, prav, da je to popolna neumnost. No, pač veš, ampak ok, recimo pa 100 let nazaj, pač enkrat je bil pač nakit izžareval pač inteligenco. Ja, pač mislim, povezal si s tem, ne, zato ker so imeli pač inteligentni, načeloma boljše službe in so si lahko privoščili recimo ženske nakit. No, pač veš, kaj ti hočem povedati, no, ja. Ne me tukaj zdaj hecati, ne, ampak recimo danes, ne vem, ampak okej. Ampak danes, recimo, pač bistvo je, da s čim povežeš ti pač to zunanjost, ne? To je bistvo, ne? Če so včasih povezali pač močnejšo postavo s tem, da je ženska zdrava, da dovolj hrane dobi, če so včasih, recimo, pač... Razumem, Tomaž, ne hecam te sploh, odlična razlaga, pač ja, neke zunanje znake, ja, povežeš, ja. Telesne in vse ostale dodatke, modne in takšne, seveda povezujemo z nekimi konteksti, preko katerih lahko nekaj o tej osebi dobimo neko predstavo. Ne? In ta oseba verjetno tudi s tem namenom komunicira svetu. Ne? No, zdaj sem pa hotel svoj družbeni položaj, svoj ne vem kaj. Ne? Zdaj mi pa ti pojasni. Lahko prijem do zaključka, svojega zaključka tukaj. Hotel sem povedati, ne, da danes, pa recimo, če sem jaz še včasih obhodoval punce, ki so bile pač naličene, pa to danes me pa vse to, puder, pa res taka nova moda, ne, da so res zrihtane pač ženske, ali pa če bi bil moški, vse, ne.
po najnovejši modi me pa to v bistvu odvrne, ne, glih tok, recimo še par let nazaj bi me to navdušilo, pritegnilo, danes me pa odvrne, ker me ravno povezuje, dobim kontekst oseba, visi na socialnih omrežjih in gleda, torej, ni to njena svobodna izbira, ampak dejansko in mediji vsiljujejo, v kaj ne se oblači, kako ne izgleda. Tomaž, a smem povzeti tole? Ker je to zelo zanimivo razmišljanje in nam bo, a lahko Tomaž povzamem. Ker ta točka se mi zdi pomembna. Skratka, če te prav razumem, ti, ko vidiš recimo osebo, ki se krasi z vsemi temi dodatki, vključivši te famozne račje ustnice, ne, praktično v tej podobi vidiš osebo, ki ni sposobna vzpostaviti kritične distance do marketinških vsebin, ki jo nagovarjajo. Evo, točno to. A sem dober, Tomaž? Pa odličen si mi. Še ti dela mozak. Ne, se je to je pokroviteljstvo. Ampak ja, točno na ta način in mene to nervira, ne, ker pač jaz pa živim sploh zadnje čase res ravno obraten način življenja in se probam zavedati vseh teh stvari. Zdaj si pa ti pokroviteljski. Ja, ok. Ne, pravzaprav so oba pokroviteljska. Zdaj greva pa v drug horizont te miselne bajadere. Ne? In sicer se bo vprašala, zdaj, ok, ja, lahko rečeva, to so pač osebe, ki se nosimo ali pa ki se nosijo. Po modi so zagotovo osebe, ki imajo, bom rekel, manj razvito kapaciteto za kritičen premislek do vsebin, ki jo nagovarjajo. Ampak kako bi skušala pa razumeti ta tok misli, ki se na koncu rezultira v tem, da greš nekam, ne, v neko, ne vem, tam v Rožno dolino, v neko kliniko, naprimer, ne, in prideš ven s tistimi račjimi ustnicami, ali pa da greš... Ja. To je zakaj se do tega pride? Ja, ali pa da si zdownloadaš nek fitness program, uživaš pri 21 letih rastni hormon in testosteron, povrhu vsega, da boš recimo dosegel neko podobo, s katero bi si pa drznil iti do 8000 sledilcev na Instagramu. Ja, mislim, zakaj to, ne? Zakaj se to dogaja? Jaz mislim, da v bistvu, ker si rekel, kakšen je tok misli. Prvo bi rekel, da misli sploh ni, ne? Da gre v bistvu samo za čist avtomatsko sledenje pač trendom in da ne gre, ljudje ne razmišlja več, kaj jaz sploh delam, ampak to moram delati, da bom cool. To je edini po mojem tok misli. Zakaj? Pa zato, ker zelo preprosto se mi zdi, da te megakorporacije na zelo tak, v bistvu, kako ne rečem, na nek način primitiven način izkoriščajo osnovne potrebe, ki jih ljudje imamo. Kaj pa je to? Potreba po pozornosti, potreba po ne vem, ljubezni, potreba po tem pa tem in pač preprosto izkoriščajo te naše osnovne primitivne potrebe in s tem delajo pač to, kar delajo. Ne? Jaz mislim, da nobenega toka misli ni. Preprosto postanemo ujeti v pač ta omrežja, odvisni in pač nevroznanstveniki, ki so zaposleni na teh megakorporacijah, zelo dobro vejo, kaj delajo. Ne? Torej podrejen položaj čistega uboganja. Ja, diktata. Čisto uboganje. Okay. Pač čisto uboganje. In pač to pač Mihi povedal bi to javno. Ampak Tomaž, zdaj bi jaz razumel, če bi šlo tukaj za nek produkt, ki napaja ta četrtletna poročila nekih multinacionalk, ampak tukaj gre za neko precej obskurno zadevo. Ne? Sej tudi te mišice si moraš na koncu sam prigarati, ne? Pa tudi te ustnice, par teh, kako se rečejo že, umetnostnih dohtarjev ali pa, ne vem, mislim, da zdaj tudi zobozdravniki, pa brivci že počasi to počnejo, zasluž, ampak se mi zdi, da mora biti nekaj več v ozadju tega, ne? Ena ideja. Zdaj nekdo je na Instagramu, na Discordu je seveda obsodil te uboge influencerke. Ja. Dajva se dotakniti tega fenomena. A res to izvira od nekih influencerjev in influencerk? Pa jaz bi rekel, da influencerke pa influencerji predvsem pospešijo ta proces, ne? Da niso pa sami oni, ki sem vse skupaj nekako je krivo na to, ne? Pač zdaj te stvari so zelo po mojem komplicirane po eni strani, ne? Ampak kaj ti zdaj različnih vplivov? Kaj komuniciraš? Recimo, jaz si ugradim te ustnice, to tipi to redko počnejo. Kaj jaz zdaj želim sporočiti? Ali pa imam ful veliko mišice, ne?
Ali pa recimo, če bo moderno silikonski vložek za tretje oko na sred čela. Ne? Ja, jaz bi rekel, da pač ljudje hočejo biti opazni, pač to je zelo taka osnovna stvar. Ne? Ampak mogoče predvsem, ker drugih stvari nimajo, s katerimi bi bili opazni, s katerimi bi se pohvalili, recimo, pa zelo lahko je v bistvu, ne? Če ti hočeš se pokazati z znanjem nečesa, ne? Recimo, da bi znal zelo dobro filozofirati kot Žižek. Ali pa ne vem, znanje česarkoli. To je potreben kognitivni napor, to je veliko truda treba vložiti za to. Najlažje pa je iti samo pač k doktorju, pa si narediti pač ustnice. Ne? To je ena stvar. Ok, pa nihče te to, mislim... Pač ne vem, Mihi, pač v nekem, pač, tako kot nakupovanje oblek, greš na obleko, kupiš si novo, si nekaj časa vesel, pa si moraš pa spet novo kupiti. Ne vem, pač, ker jaz preprosto nimam potrebe po tem, ampak je pa, mislim... Ampak malo ti pa je všeč, Tomaž. Meni pa velike ustnice niso. Pač, jaz sem začel asociirati vse te stvari. Pač velike ustnice pa res niso. To ni zanikanje, Mihi, da ne boš rekel, Ja, če so te projicirali, če so te v redu, mislim, vse to. Ja, da zdaj projiciram. Ok, ja. Tudi mogoče. Ne bom zanikal tudi te možnosti. Ne? Brezmejno navihanje ta naš tako da dopuščam tudi to možnost. Tomaž, najlepša hvala, pa še en kompliment, preden se razideva, vedno bolje ti gre. Pokroviteljski sem bil, vem. Tomaž, tak je najno odnos, nimava kaj. Hvala ti. Ja, narata vam. Ajde, čau. Tudi jaz tebe. Spoštovani in cenjeni Tomaž, ki se je z leti presnovil v resno legendo toplovoda. Hvala, ker si, Tomaž. Evo. 014752202 na hitro razložim, kaj počnemo z enim takim fenomenom, kultom telesa se ukvarjamo, fenomenom kulta telesa. Ne? Prvič v zgodovini smo namreč v trenutku, ko ima evropski prvak v kanuju, ki je by the way Slovenc, pa tudi podprvak, pa podprvak, manjše bicepse od tistih, ki mu ploskamo ali pa ploskajo s kavča. Mlada dekleta si ustnice spreminjajo v tako imenovane račje kljune, precej bizarna estetika. Kako razumeti to novo estetiko telesa in telesnega? Odkot prihaja, kaj nagovarja in kaj pove o času, v katerem se nahajamo? Dober večer. Dober večer. Živijo s kom? Kdo? Živijo Metod tule iz Koroške. Metod. Že 20 let. Super. Že 20 let, vedno, ko sem se vozil iz Ljubljane, danes pokličem nekako moja tema. Tam prihajam tudi iz modne industrije. Wow. Modne industrije. Tako da, v bistvu, tako poslušam celo zadevo. Ne? Jaz bi se mogoče vrnil nazaj. Ne? Približno smo let tam. Stallone, Schwarzenegger, isto Clint Eastwood. Ne, če pogledam, bom rekel, iz naše scene, v bistvu sem frizer. Ne? Ženske so že od nekdaj posnemali. Ne? Če se vrnemo v 70. leta, ko so bile vse te trajne ali pa bom rekel dolgi lasje pri moških in vse ostalo, so tudi naši očetje hoteli to posnemati. Ne? Tudi mame so hoteli posnemati to sceno, ki je prihajala iz Londona ali pa iz ostalih držav, vendar so bili časi drugačni. Ne? Takrat je prišlo preko drugih medijev, danes imamo pa tu družbeno omrežje, ki nagovarjajo te mlado populacijo, mladi ljudi. In jaz pač, ko gledam vso to zadevo, mislim, da gre enostavno preko nekih mej, preko dobre tiste estetike. Ne? Prej ste omenili, da je to moda. Jaz ne bi rekel, da je to glih neka moda, ker pač ne vidim, da bi vsak bil tak, ne? Je pa nek trend, kar je zelo močno ločim. Tako da jaz mislim, da je to nagovarjanje na nek način influencerjev, na nek način dokazovanje, ki ima pa že, bom rekel, kar neke skrajnosti. Vse tudi, če pogledamo, afro-look vedno ni bil estetski, pa so ga hoteli naše mame imeti. Tudi niso mogli imeti dolge lase zaradi takšnih ali drugačnih vzvodov. Je pač danes čas tak, da pač nekje fantje tudi sam, ko gremo občasno v fitness, vidim, da pač gre to za neko dokazovanje. Všeč mi je, da hočejo trenirati, da hočejo nekaj narediti sebe, ne? Ampak je to že ta skrajnost, češ, ne? 3-krat, 4-krat potegne v teži, pa se gleda v gledalo. Mogoče bi rekel, Metod. Mogoče bi bilo fino, da tukaj zelo konkretno ta fenomen
z vidika treninga nasloviva, da tukaj ne gre več za neko moč, ki je v funkciji zdravja ali pa boljše storilnosti pri upravljanju neke športne dejavnosti ali pa dela, ampak gre tukaj predvsem za estetiko, se strinjava? Se strinjamo, ampak spet estetika, glih nedolgo nazaj bom rekel, ali pa če pogledamo Clint Eastwooda, ali pa tudi če pogledamo same kipe, so bili izklesani, ampak ne v taki meri, kar so današnji muloti ali pa moški, ko gre preko vseh nekih skrajnosti in vsega skupaj. In isto, če pogledamo estetiko žensk, nedolgo nazaj sem gledal fotografije Marilyn Monroe, sem si jih dal povečati, ženska je imela obline in je bila prav lepa. In to so pač dejansko skrajnosti. Bom rekel, tudi ko govorimo o teh fantih, kajakaših in vse skupaj, so to naravne mišice, pridelane mišice. Fantje zato garajo, se tudi tile fantje garajo. Ampak gre na nek način dokazovanje, na tak ali drugačen način, zakaj to počnejo. Tudi jaz, mogoče je bilo neko obdobje, ko sem bil v njihovih letih, bi bil pa to, pač nisem imel, bom rekel, toliko časa, niti energije, niti ne potrebe, ampak enostavno za neko postopanje oziroma dokazovanje pred ostalim. In tudi te ženske, kot gledam, verjetno rabijo neko potrditev, da si naredijo vse to na sebe. Jaz tudi, bom rekel, noben se pa mogoče ne zaveda, če mogoče razmišljamo v neki širši smeri, kaj lahko to prinese in kakšne posledice to. Ok, Metod. Ta estetska kirurgija, govorite posledice za zdravje in tako naprej, ampak mene kljub vsemu zanima ta fenomen, recimo, če greva spet k tem ustnicam. Te ustnice delujejo kot nekaj, bom rekel, kako bi se izrazil, pa ne želim nikogar užaliti, kot nekaj ekscesnega, tudi kar zadeva estetiko. Recimo, to je nekaj, česar človeško telo ne sproducira samo po sebi, gre čez meje. Zdaj, tako, za nekoga je lahko to estetika, za nekoga je to skrajno. Se tudi, če pogledamo danes te blazno dolge nohte, zame to ni estetika osebno, ampak ženske enostavno imajo, želijo biti opazne in ne vem, meni je to šlo ven. Bom rekel, nedolgo sem bil zdaj tudi na enem seminarju, mogoče sem toliko, da se dotaknem, samo eno stvar bi rad rekel, govorili smo v suitability, primernost, kaj gre na vsakega posameznika. In tle pač jaz mislim, da malo katero punco, ko vidim, je narejena na estetski način. Ampak ne verjamem, da je kdo to pove. Da to pa ni estetsko, ampak tle je spet, bom rekel, v službi mode oziroma iz same modne industrije, kjer se pa služi skozi fitness, skozi razne dopolnila pri prehrani, skozi razne operacije, injekcije in tako. Tako da tle od zadaj, jaz tudi mislim, da je mašinerija, ki pa enostavno jo poganjajo tudi družbeno. Metoda bi lahko na kakršen koli način primerjala recimo osebo, ki si da urediti to alergijo na ustnicah, in osebo, ki gre preteč 100-milski maraton. Ja, mislim, vsaka zadeva je skrajnost. Vsaka zadeva je skrajnost. In vsaka izmed teh skrajnosti ima znotraj nekega miljeja svoje mesto in svojo vrednost, Verjetno ima, čeprav jaz glih poznam ljudi, tudi mi na Koroškem imamo ta, ne bom delal reklame, K24. Seveda. Zame je to skrajnost, ampak bom rekel, vsakemu to tudi ne dopušča, telo, da bi to naredil. Je pa na nek način cilj, bom rekel, vsaka druga si pa lahko da povečati ustnice. Tle je pa potem stvar denarja, in tle je ta razlika. Za neko stvar moraš ga rad, bom rekel, če greš preteč, toliko in toliko, neko stvar pa lahko enostavno kupiš. Zdaj tudi v končni fazi se daje mišice že kupiti z raznimi dopolnili, nekaj je treba narediti, ampak tle jaz vidim vsemu biznis, družbena omrežja in pač na nek način tudi odgovornost staršev, na kak način prenašamo naprej na otroke, vzgajamo in ali se to dopušča. Ok, Metod, še tole, greva midva zdaj 100 let v prihodnost, zdaj vi ste z modne industrije in če se nam to zdaj le zdi ekscesno, pa pretirano, a si predstavljate vsa ta biotehnologija, ki sledi, kakšen potencial spremembe človekovega telesa bo mogoč za par tisoč evrov
čez 10 let, ali pa čez 20 let, ali pa čez 100 let. Ja. A si upava predstavljati, kakšni primerki naše vrste bodo hodili, recimo naši pravnuki. To, po mojem, se Peter Jackson z Gospodarjem prstanom in tistim belim vargom, ali kako je bil že, skrije. Ne? Ja. Ko si boš lahko sam naredil z injekcijo, ne vem, tiča do kolena ali pa 2 tiča. Da boš imel dvotičje, pa dvopičje. Ne samo do kolen, kakorkoli. Ja. Jaz mislim, da skrajnosti bodo, to bo ostalo. Ampak lepota na nek način bo še pa vedno obstajala. In to bo ta estetska lepota. Ljudje bodo izstopali, ljudje bodo iskali pozornost. Ampak jaz sem pripričan tudi danes, ko gledam ženske, so lepe ženske, naravne ženske, brez česar koli, mogoče jih ne opazimo. Opazimo tisto, kar gre čez same skrajnosti, isto kot smo gledali Eurovizijo, so bile same skrajnosti. In ljudje so to komentirali, rekel, ljudje božji, lejte, to je šov, to je biznis. Če hočeš nekaj drugače, moraš nekaj drugače narediti, na ta način izstopaš. In tle so ti mišice, tle so te usnice, nohti in vse ostalo. In tudi sam zunanji styling. Jaz mislim, da je tle samo neka zgodba prodaje, kupi sem tja, da tle noč se vrti. Lepa estetika bo še vedno ostala, lepe ženske bodo še vedno ostale, bodo pa skrajnosti, tako kot so bile tudi v preteklosti. Metod, najlepša hvala. Hvala, vse dobro. Mihi, z vsem spoštovanjem poslušam vas, ko imam čas že od samega začetka. Žal mi je, da greste, verjamem, to bo zaslužen pokoj, pride kakšna druga vdaja. Ne, absolutno pride druga vdaja. Še to Metod, če poslušate od začetka, se slučajno spominjate, s Cirejem razmišljava že 3 mesece. O čem smo govorili v prvi oddaji? Zdaj, če sem glih prvi oddaji poslušal, ne vem. Isto bom rekel tako, da dejansko prvi oddaji ne vem. Mogoče bi mogel tisti, ko je bil mal, bom rekel, bolj doma, ampak tako kot imam čas, vas z veseljem prižgem. Prvič sem se danes uplestil, imel sem že parkrat namen, tako da verjamem, da bo zadnja oddaja vrhunska. Sem že mislil, da je danes zadnja, pa slišim, da je tam, kdaj je 18. junija. 18. bo zadnja. In mora biti čist brezvezna. Najlepša hvala, Metod. Hkrati pa obema želim vse dobro, čujte se in ostanite mi zdravi. Ok, hvala, živijo. Hvala, Metod, živijo. 014752202, takoj nadaljujemo. Evo, če je kdo med vami, ki se spominja, o čem smo govorili v prvi oddaji, je nekdo zadnjič na Discordu in ta ideja ni bila slaba in dajmo spet to obuditi, ne lahko predlagate, o čem govorimo v zadnji oddaji, ki bo čez 3 tedne na sporedu. Nekdo je predlagal, da bi v zadnji oddaji ponovili prvo temo, ki je stara 21 let. Pa se nimam nikjer na računalniku, ne v našem arhivu, tega dokumenta, da bi mi pomagal iz spomina preklicati, o čem smo govorili v prvi. Ampak ajde, vemo, o čem govorimo v tejle pred zadnji, o sodobni estetiki telesa in nje ekstremih, ki so vedno bolj popularni. Dober večer. Ja, dober večer, Miha. Živijo, s kom govorim? Z Alenko. Alenka, živijo. Živijo, jaz sem pa danes rekel, da spet pokličem, ker mi je pa ta tema zelo blizu. Zdaj upam, da nisem prekinila nezga toka misli, ker smo bili o bicepsih, ker jaz se bom bolj na to žensko plat spet navezala, ker sem ženska, tako da lahko bolj zase govorim, ne. Pa točno to me zanima. Ne? S Cirejem si namreč beliva glavo okrog teh alergičnih ustnic. Ne vem, obstaja kak izraz za to modo? Ja, zdaj ne vem, jaz se ne spoznam toliko na to, ampak so tudi različne. Ne? Je od hialurona do samega botoksa. Tako da no, ampak obstaja kak popkulturni izraz, ne vem, a so to račje ustnice ali so... Ne vem, pri nas rečemo doma žnabli. Žnabli. No, dajva govoriti o žnablih. Ne, kako razumete to estetiko, sodobni žnabl? Kako sodobni žnabl? Problem sodobnega žnabla. Problem sodobnega žnabla. Ja, jaz v bistvu če se navežem na prejšnjega gospoda Metoda, ko je govoril o tem, pač da je to vse z modo, pogojeno in se zelo strinjam, ker ne vem, 2017 ali ne vem, kdaj je bilo 2016, so bile pa recimo, če se lepo izrazim, zelo popularne te velike zadnjice, ker so bile Američanke, Kardashianke na televiziji in tako. In zdaj, takrat so bile potem tudi
s tem ured pridejo te zelo ozke hlače, oprijete ženske, a ne? Pajkice. Tako, A se in jim še reče pajkice? Pajkice, seveda. Pa tudi te skinny jeans, da je res vse oprijeto, da se drži telesa, ne? In se s tem lahko pa še več teh hlač prodaja in vsega. Zdaj pa recimo danes, če gledam, kaj moja generacija v šoli, gimnazije nos, so zdaj spet nazaj te na zvonc hlače, zelo široko vse, da se skrije postava, niso več toliko, ne vem, velike zadnjice pa veliko prsje, popularno je čisto v redu, če imaš tudi recimo manjše in se pa tudi, ne vem, zelo široko nos, tudi majice, ne več toliko prijete, a ne. In se spet potem to prodaja. In ne vem, če sem jaz zdaj kupila 2017 par zelo prijetih hlač, rabim zdaj imeti par zelo širokih hlač, a ne, in to je vse, pač lahko zdaj spet na biznis obrnemo, a ne, da se potem zraven še drugi izdelki prodajajo. In itak se pa že zadeva pač samo po sebi prodaja, torej vsadki, ne vem, botox, preseditev las, zobni aparat, neviden tak, je zdaj do čist nekih vsakdanjih produktov, ne vem, make-up, ne. Ok, skratka, Alenka, ta fenomen teh ustnic in želite pojasniti kot pač nek modni krik, kot bom rekel en marketinški poziv neke industrije, ki to storitev upravlja in seveda računa na to, da bo prek teh vplivnic 1% populacije pač padel na finto in si dal ubrizgati izga hudiča ustnice in potem to. Ja, oziroma bi tako rekla, da je to trenutna modna muha. Ja. Se lahko, da pač čez pol leta bo pa bolj popularen, ne vem, da imaš pa blazno mehne ustnice ali pa bo popularen, da imaš, ne vem, ne. Itek se to pa skozi spreminja. To varira, tako kot so bile tiste z velikimi gluteusi. Zdaj sem se spomnil, da mi je sin takrat pojasnil, da obstaja krasen ulični izraz za tiste dekleta s Kardashian oblinami. Rekli si, mislim, da so tamali rekli takrat guzare. A veš, tako, slišal sem, kako so se pogovarjali, a veš, una guzara zviča. Ja. Možno, a misliš, una je zdravel? Tako nekako je šlo. Okay. No, zdaj jaz sem pač premlada, da bi govorila, ampak jaz tako najbolj, da je konkreten primer, je res ta prehod iz teh Kardashian v to zdaj, ko je pa vse neki bolj ohlaplo in hlače in majice, pač da se čist skrije in da je tudi popularno, če imaš manjše v prsje, da to ni nič, a ne, narobe. Pač to se mi zdi fajn, ampak hočem bolj se pač sam povedati to, da je to čist pač moda, ne. Da je lahko za telo skoraj isto rečemo, kakor za obleke, ne. Ampak kaj pa to pomeni mislim, ker zdaj ste mi pravkar povedali, da recimo, če pride v modo nek silikonski hipotetično, pa zelo mejno, pa zelo ekscesno bom zdaj rekel. Recimo, da si modna industrija recimo še en nos. Da imaš na čelu še en silikonski nos, pa recimo tak nos, ki izgine po 3 tednih. Ne, in kar mi vi želite povedati zdaj je to, da če bodo recimo te vplivnice začele prodajati ta tretji nos, oziroma ni tretji, drugi nos, ne, na mestu tretjega očesa, ne, drugi nos, da bi to pol kar nekdo nosil. Ja, ne vem, odvisen, koliko bi to nam močno ukoreninili skozi oglase in propagando in tako, ne. Zdaj ne upam si zelo nekaj špekulirati, ampak ja, ne vem, če bi se najdla dosta velika populacija, ki bi to oglašvala kot nek estetski ženski ideal, ne. Mogoče pa. Skratka, če bi imela midva zdaj na razpolago, ne vem, marketinškega keša $500 milijonov, bi lahko zakupila en trop vplivnežev pa vplivnic, ki bi rekli, zdaj pozabite te žnable, zdaj je treba furati drugi nos in... Tako. Ampak ni to scary? Ja. To pomeni, da smo pripravljeni, da smo v veliki meri pripravljeni ubogati marketinški diktat, torej smo pripravljeni ubogati vsakršen diktat, ne, sej ločnice sploh pri družbenih omrežjih med marketinškim in nemarketinškim ni več, ne. Ja, ne vem, se strinjam pač, da ta recimo hipotetičen silikonski nos, nima nobenega, ne bi imel nobenega praktičnega namena
tako kot tudi ga jaz ne vidim v silikonskih žnablih oziroma kakorkoli se temu reče. In ja, pač se dejansko da z dovolj denarja in dovolj dobro reklamo marsikaj doseči. Kaj pa naš estetski notranji kompas? Ker jaz se vedno znova sprašujem, jaz ne vem, ali je to generacijska stvar, da sem mogoče res že malo v letih, pa ne štekam, ampak recimo meni, jaz se kar ne morem navaditi, da teh žnablov, ali kako sva jim rekla, ne bi dojemal kot nekaj ekscesnega, tako nekaj mal motečega, tako nekaj v meni ne govori, da bi priskočil na pomoč. Meni se... Ja, oprosti. Ja, hvala, ker ste mi prekinili, ker tisto, s čimer bi nadaljeval, ne bi bilo zaujeti. Aha, ok. Ne, jaz sem hotela reči, da niti ni treba iz tog delača v te silikonske žnable, da ne vem, meni se že včasih recimo kakšne te trepalnice plastične ali pa zelo nek močen make-up recimo me zelo zmot, sploh na neki prijatelj, neki osebi, ki sem jo navajena pač v bolj, ne vem, normalni, pač vsakodnevni podobi. Na kak način vas zmoti? Ja, da, ne vem, se mi ne zdi pristno, se mi pač čisto drugače dojemam, se bolj pač osredotočam na, recimo, če je nek dan ful bolj, recimo primer, da je neka moja pralca nek dan čist namazana, drug dan je pa pač brez make-upa, ne? In pač on dan, ko bo ful namazana in mi bo to moteče v tem smislu, pač, da se ne bom tako osredotočila na to, kaj govori, kaj dela, tako, ampak bom v bistvu gledala zdaj pač vizualno, ne, kaj ima na obrazu. In recimo, to se mi zdi najboljši tako vsakodnevni primer, ne, to, da sem gimnazijka, ne, za make-up, ker lahko pač zase povem, da jaz v prvem letniku, jaz ne vem, če sem šla en dan v celem šolskem letu v šolo brez make-upa, torej da nisem bila nič namazana in sem bila dobesedno 5 dni na teden v šoli pač namazana, ampak to ni bilo nič čudnega, ker so pač vse skoraj moje sošolke namazane v šoli. Potem pa nekako se mi sam ali malo ni več dal, ali sem nekako pač, ja, enostavno se mi ni dal zjutraj več urejati in recimo letos grem enkrat na teden ali pa še manj kot to, recimo enkrat na 2 tedna namazana v šolo in se ni nič spremenil, tako odnos ljudi do mene, pač noben sploh po mojem ni opazil, da nisem več namazana. Ja, in pač tudi nimam nobenih težav s samo podobo, da bi rekla, koliko sem pa zdaj grda, ker ne hodim več namazana v šolo in tako. Ne vem, se mi zdi ful nepotrebno ukvarjanje s tem, dobro, ti neki zdaj silikonski žnabli so pa res ekstrem, ampak sem hotela na tem primeru že čist, ne vem, make-upa sam povedati, da je to čist, ne vem, neki čist odvečenega lahko, ne, in če se navadaš brez tega, ne vem, mogoče je to za ene ljudi taka navada, da poj se težko tega stalnega, ne vem, popravljanja, lepšanja, izboljševanja, da grejo težko stran od tega, ne. Razumem. Alenka, najlepša hvala. Ja, nekaj. Super, hvala gimnazijka Alenka. Ja. Lep večer. Enako, lahko noč. Lahko noč. To je to. Ko Cireja pokliče gimnazijka, takrat ugotoviš, da je svet v resnici čisto ok. Pa toplovod tudi. 014752202, dober večer. Hvala, dober večer. Živijo, s kom govorim? Dule. Dule, živijo. Dule, 100 let že kličete v oddajo. Dajte stišati sprejemnik. Vse sem ga ugasnil, obkla sem ga vrgel. A veste, kako se najboljš radio popravi? Mene zanj crkno, obkla sem ga vrgel. In je začel delati, tako da bom dal zdaj ekspres popravljanje radio aparatov SP. Tako. Dule. Tako, v međuvremenu. Rad bi povedal, tole gospod bi popravil žnabli. To so zobje, to niso ustence. Kako? Žnabli se zobje reče, ne pa ustence. Je prej gospa govorila o žnablih. Čakajte, Dule, zdaj ga pa svirate, ne? To pa ne drži, ne? Tukaj sva pa Cirej. Jaz sem zmer mislil, žnabli so zobje. Žnabli so Dule. Ja, prav pa niso, no, dobro.
Jaz bi sam tole povedal, tele ustnice, ki jih imajo ženske, napičnane, ne? Ja. To so kar žabe, ki zamorci, čebele so jih popikale. Zame osebno je to nagravžno, ker ni naravno, ker se vidi z aviona, da ni naravno. Dule, no. Ja, zdaj jaz tako žensko ne bi kušnil, tako žensko, ker lahko ustnice eksplodirajo. Kaj pa veš? Tako da, to je vse. Pa rad bi povedal, od mišice, recimo tale za kanala Bunderla, on je žmer razkazuje, krasko z malcimi rokavi in tako se frajer dela. To pa ne vem, kdo je to, je to fant, punca? Fant, Bunderla se piše, ne vem, kako mu je ime. Ali pa čale sale, ne? Zmeraj se tako na slikah nastavijo, da tiste mišice napena, neki v rok drži 2 gramski buteš, pa tako napena mišice, ne? Sam zaradi estetike, ko kar vzameš, ne? Da bi frajer izpadel, ne? Čeprav on ne dela na gradbišču, da bi mu take mišice nič ne dela, samo fitness pa se v špegel gleda. To so narcisi. Kaj se? Narcisi? Ja, narcisi so, seveda, ne? Se gledajo špego, jo, koliko sem lep, ne. Drugač pa razumem enega delavca, ki na gradbišču prematava 10,000 ton cementa vsak dan. Dule, vi ste malo tako stara šola, ne? Ja, bi rekel. Stara šola, ne, to je meni pokojni oče vedno težil, ne, mislim, zakaj laufaš pa se s kolesom voziš, a nimaš okrog hiše dovolj dela, ne? Vse resno. Recimo, ne bom rekel, jaz osebno tudi dvigam v teži zjutraj, da se boljš počutim, ne da me mišice. Ampak pa da ne bom čez 10 let, da nam mogo liter mleka v 3 štuk nes, recimo. Gleda mene, 60 let star, pa tako da, tako le diha, k en liter mleka nese, pa cukar. Evo. Zato, zdaj naprej malo mislim, ne. Dule, odlični ste, ne, zdaj dobite oceno za izvedbo 4, ne, bi bila 5, ampak to zžnabli ste ga pa zamočil, ne. A res? To pa zamočili ste ga žnabli zobje. Žnabli. Ja, porka Madonna, se zdaj ne verjamem, no. Ne moram verjeti, bom vprašal na informacije 988. 988. Bilo je nekoč. Dule, najlepša hvala. Ja, živa. Živa. 988 je rekel. Cirej. Ja, nekoč so bile, ampak ko sem bil jaz res še mali otrok, ne, si poklical na telefonske informacije 988 in tam si dobil telefonsko številko, ne, Cirej? V temu je bil štos. Ček, Cirej, dejansko je bilo tako, da si poklical 988 in si rekel od Ambroža Cireja telefonsko bi in ti je gospa rekla, ja, imamo 3, en je na Komenskega, en je na tej ulici in potem si izbral tizga, ki bi... Ja, danes zakon o varovanju podatkov tega verjetno ne bi več dopustil. Dule, hvala za to reminiscenco 988. Dober večer, s kom govorim? Ja, dober večer, Rajko pri telefonu. Rajko, živijo. Evo, enkrat na 5 let mi uspe priti v stik s tabo. Fino, Rajko. Lepa tema za razmislek. Imam nek svoj pogled na to, zelo kratek, mogoče ti bo všeč, ali pa komu od gledalcev. Se pravi, s temi mišicami in s temi, se pravi, ženska in moško videnje, kako izgledati lepo. Jaz mislim, da je ves problem v tem, da danes prevladuje vsaj v tej družbi poudarke na telesni zavesti. Kaj to je? Telesna zavest, se pravi, nekaj, pri čemer posameznik sebe dojema in se istoveti pretežno s telesom. Ni to istovetenje z umom, ni to istovetenje z razumom, ni to istovetenje z zavestjo, ni to istovetenje z dušo. In potem ti ljudje ubogi znajdejo v eni življenjski situaciji, ki je zelo plitvo življenje. Plitvo, današnja družba, ampak koga lahko krivimo za to? Ta generacija, ne najina, jaz ali pa ti, ki so podobnih let, je odraščala ob računalnikih, ob tehnologiji, ob televiziji, ob videu, vseh teh internetu
In oni niti nimajo izkušnje v neki drugi, ne vem, mi smo po drevesah plezali, ob rekah se sprehajali, ne vem, košarko igrali vsak dan zvečer do mraka, in podobne stvari. In to je bil nek drug stik z naravo, z univerzalno zavestjo, malo širše od teh meja telesa. In vas problem, tako kot ga jaz vidim, je samo to, da so ljudje tako plitvi, da prevladuje telesna zavest. Zdaj, kaj pa rešitev za to? Ljudje najprej malo več berejo. Se strinjaš? Ja, mislim, težko bi rekel, da se strinjam. Ne, tako malo pokroviteljski bi bilo reči ljudje, ne dajte raj knjige brati, kot pa da si polnila v žnable dajete, ne? A ne bi bilo pokroviteljsko? Ja, seveda se vsak rab svoj čas, da zori počasi, ne? Tako da, mislim, jaz sem to izrazil, ker... Ne, mi je pa zanimiva vaša teza, ki namiguje, da naj bi šlo pri češčenju predvsem telesnega, recimo pri posameznikih, ali pa tudi, če gledava ta pojav kot družben, za mogoče en simptom, ki bi lahko namigoval na neke vrste odtujenost od bistva, absolutno. Mislim, od bistva pa od dušnega, duhovnega, mentalnega, miselnega. Ja. In zdaj to telesno zavest lahko presežemo na več načinov. Ne? Nekdo bo šel v naravo vsak dan, nekdo bo veliko knjige prebral, nekdo bo pesmi pisal, ustvarjal, nekdo bo meditiral. Zdaj ta zahodni svet, če ga lahko tako poimenujem, tehnološko zelo visoko razvit. Stare tradicije, recimo stari Grki, ki so bile evropske tradicije, tam je bil zdrav duh v zdravem telesu še v mejah normale, ne? To so bili zdravi atleti in tako naprej. Zdaj ta fitness in to dobro, v redu. Ampak jaz pogledam, prihodnost je nekako bolj v tej vzhodni miselnosti, ker ni posameznik tekmovalen, se pravi individualen, strogo vse zame, vse moje, vse to, ampak a je to Kitajska, je to Japonska, je to Tibet. Razumem, Rajko, ampak zdaj vi morate ponuditi neko rešitev, neko alternativo, torej bicepsu oziroma žnablom. Zdaj, kaj to nagovarja? Zdaj, če lahko sklenemo ob koncu, recimo, da je to kljub vsemu nek klic po potrditvi. Ne? Jaz pač si dam to ugraditi, da bom opažen, da bom sprejet, da bom dobil eno zunanjo potrditev, da bom ljubljen, da ne bom odtojen. Verjetno je na dnu vsega le ta ideja. Ne? Ja. Zdaj, kaj lahko to nadomesti? Ne? Zdaj, neko alternativo je treba ponuditi, če trdite, da je to slabo na oni strani. Ali pa da je neizpolnjujoče. Človek je bitje od 8.400.000 različnih živalskih, rastlinskih vrst. Človek ima to posebnost, da se zaveda. In če evolucijo pravilno dojamemo, potem pameten človek, ki zdaj posluša oddajo, bo rekel, kaj pa je to za en presežek, če sem močen kot slon? Slon je močen, nosorog je močen, konj je močen, oso je močen, govedo je močno. Kaj pa je od tega, če je močno? Zdaj naj pa razvija svojo svoje srce in ustvarjanje nekaj drugega, ne si najde nek hobi. Več je treba brati, več je treba biti v tišini, treba se je najdeti nek čas za odklop od vseh teh internetov in televizij in vsega. Ja. Naj si vzame v roko tvojo, mojo knjigo, pa bo stvar rešena počasi. Rajko, najlepša hvala, pa lep večer. Jaz ti želim vse lepo, s to oddajo si pustil pečat, nepozaben in kamorkoli gre to življenje, pač stani nad površjem. Jaz se trudim enako, naj tudi sledijo zgled vsi poslušalci. Se pravi, več je treba breti, več je treba biti v tišini, pa če se sliši še tako pokroviteljsko. Rajko, hvala. Hvala tudi tebi. Srečno. Lahko noč. Kaj, Cire, si upava? Glede na to, da so... Kakšna bizarna tema, pa tak naval. Zanimivo, dober večer. Pozdravljen.
Boštjan pri telefonu. Boštjan, živijo. Boštjan, evo, točno minutko pa 8 sekund. Sva že nekoliko krat imela neke debate in tako naprej, ne vem, če se ne spomniš. Ja, težko ne, tukaj zdaj jaz operiram z mnogimi. Glas mi je znan, ne vem pa povsem, kam bi vas dal. Zdaj, Okay. Boštjan, a lahko vi ponudite en kvaliteten zaključek te epizode? Ja, lahko. Super, dajmo. Že pred letom 80, ne, Ja. so Pankrti imeli komad, ki se mu je reklo lepi in prazni. Ej, ampak zgodovina se ponavlja. Čeprav bom rekel tako, morda ali pa tudi ne. Obstaja kakšna alternativa. Ta trenutek je pač ni. Ne? In kam se zatekajo? Pač zatekajo se k temu, ne? Da bodo lepi. Ne? Je se mogoče pa to evolucija? Mogoče pa gre človeštvo v to smer, da bodo naši pravnuki vsi z modificiranimi telesi, gensko spremenjeni, kvalitetno programirani. Pa imam pač enega v stanovanju, ki nekako tako razmišlja, ne? Ja. Ampak mu probam ucepati, ne, da bi bilo fajn še karkoli drugega. Zdaj pa tako, bom se mal pregrešil, če lahko. 1. pa 2. junija vabim vse, ki poslušajo na ogled regate Memorial Milan Morgan na Zbiljskem jezeru, soboto in nedeljo 1. in 2. junij. Mi smo jedravci, mi smo potrpežljivi, čakamo na veter, verjetno bo dež, ampak mi bomo vseeno čakali, ker smo potrpežljivi. Tazga EPP-ja sicer s Cirjem ne tolerirava vdaje, ampak naj vam bo, ker gre za eno tako, verjamem, da zanesenjaško prireditev. Najlepša hvala. Nicht für die dumme Leute. Kdo je to rekel? Kdo? Ja. Abfall ist nicht für die dumme Leute je bila osnovna verzija, se pravi Francija Pavšerja starejšega, ki se ga skoraj sental, po domače povedano, v Kitzbühelu, ne, na smuku, na tiskovni konferenci, ko je to rekel, ne, vendar jaz sem to pretvoril v jadranje, da pač iz nič für die dumme Leute. Najlepša hvala. On je pa rekel, da je Abfall für die dumme Leute, kar seveda ni res. Lep večer. Lep večer. Ja, se zgodi tudi v najboljših toplovodih. Dej, Cirej, jaz bom počas zaprl svoje žnable, doma si bom pa zobe umil, a ne dule. Lahko noč pa prihodnji teden ob isti uri na isti terasi. Živijo.